Počitnic je konec in začela se je druga polovica sezone državnega prvenstva v reliju. Dame in gospodje, pred vami je neuradni pregled dogajanja četrtega postanka v tem letu, Relija Nova Gorica. A najprej pogledamo dogajanje pred 7. septembrom. Rok Turk je z železnikov odšel s polnim izkupičkom sezone, a Claudio De Cecco ima dovolj drugih mest, zato bo to skušal spremeniti. V diviziji 1 ima Bojan Velkavrh rahlo prednost pred Štucinom, Humar pa pred Novakom v diviziji 2. Največ prednosti pred zasledovalci pa ima Aleš Zrinski z možnostjo osvojitve naslova prvaka v diviziji 3. Se še spomnite nesreče Marka Grosija na Hrvaškem v juniju? No, ekipa je avto sestavila nazaj in ga pripravila za ta rally. Kamere pa še vedno ni dobil nazaj. Zdaj pa k aktualnemu dogajanju. Dirkači so petek zjutraj imeli možnost shakedowna, treninga, ki so ga dirkači kar dobro izkoristili. V redu, mogoče ne vsi. Igor Žbogar zaradi te nesreče ni štartal rallija. So pa ostali popoldne začeli s prvim delom. HP Ravnica in Lik s ponovitvijo ter na koncu še nočni Kromberk. In že na drugem brzincu je odstopil Bojan Velkavrh, vodilni v diviziji 1 pred rallijem. Kakšna škoda, a to zdaj pomeni, da bo Škoda Felicia na vrhu z Martinom Štucinom. Ampak vsi vemo, da rally ne bi bil rally brez težav Marka Grosija. In to se je tudi zgodilo. Ampak je nadaljeval kljub velikemu zaostanku. To pa nažalost ni bila zadnja nesreča dneva. Temu fotografu k sreči ni bilo hudega, a zdaj ve, da oznaka press še ne pomeni zaščite pred nesrečo. V prejšnjih 6 izvedbah dirke še nismo dobili slovenskega zmagovalca, a po petkovem delu je Turku kazalo zelo dobro, a to seveda še ni bilo konec. Sledi drugi del, takoj po halftime report. Stop. V soboto se ni začelo pozitivno. Zgleda je preveč sodnikov preslišalo alarm. Prvi brzin z dneva, Kambreško 1, je bil namreč odpovedan zaradi pomanjkanja komunikacije. Sledili sta še hitrostni preizkušnji Morsko in Banšice. Tudi ti trije brzinci so se ponovili, nato pa še zadnjič Kromberk, Power Stage. Čez soboto se je izbralo kar 16 odstopov, temu dodamo še 6 petkovih. Skoraj bi pa odstopil celo Rok Turk. Ne, to ni motnja v vaših zvočnikih ali slušalkah. Roku je nekje na 9. brzincu zdrsnilo, zato je moral menjati gumo. Pa zgleda še ne bo slovenskega zmagovalca v Gorici. Aktualni državni prvak je padel na drugo mesto, a to ni kritično za prvenstvo. Kar pa je bilo kritično v diviziji 2 je, da je probleme imel Alex Humar, Tim Novak pa zelo blizu v prvenstvu. Veliko srečo v nesreči pa je na predzadnjem HP-ju imel kamerman, a.k.a. jaz, da sem naslednjo ujel, pa seveda Anej Legban in Janez Intihar v polu. Hvala cestnemu podjetju, da je tja postavila ograjo. Lahko bi se končalo slabše. Tudi ta HP je bil na koncu odpovedan, a ne zaradi te nesreče. Pa smo prišli do konca. Hitro, kaj ne? Na koncu je zmago na reliju slavil Čeh Ondřej Bisaha s sovoznikom Petrom Tesinskim. Od tistih upisanih v slovensko prvenstvo pa je zmago v državnem prvenstvu ter drugo mesto na reliju slavil Claudio De Cecco. Tretji na dirki pa Mađaro-Hrvat, Mađar s hrvaško licenco, Kristjan Hidek. V prvenstvu je De Cecco zmanjšal zaostanek na 10,5 točke. Da o koeficientu 1,5 sploh ne govorim. Zaradi odstopa Velkavrha je, kot prej rečeno, zdaj na vrhu Štucin. Aha, Lampeje pa se je urinil med njiju. A tukaj je divizija 2, najhitrejša in zgleda najbolj razburljiva, saj je zaostanek Tima Novaka manj kot 5 točke za Humarjem. Cela vrsta Pižočkov za njima. V diviziji 3 pa lahko zdaj uradno rečemo, da je Aleš Zrinski prvak sezone 2018. Čestitam in vso srečo pri nadaljnjih projektih. To je bilo vse za danes, a ja, še to. Relija Croatia letos ni, ga pa zato isti vikend nadomesti Rally Poreč. Vsaj koeficienta 1,5 ne bomo več videli.
sunshine.